Pozdravljeni. Zopet je teden naokrog in kot ponavadi si bomo v komentarju novic pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot običajno se bomo tudi tokrat ustavili pri 4 različnih sklopih novic. In vkolikor vas zanima, kaj piše v originalu, imate bližnjice do teh člankov navedene v samem opisu. Kot že dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam vse tisto, kar je zapisano v že prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa pomeni, da dodajam moje osebno mnenje oziroma moj komentar. Tako tudi tokrat smo ponovili ta malce drugačen format od običajnega, zato se lahko kar v miru lotimo prve današnje teme. Na začetku se bomo ustavili pri intervjuju z Marijem Izolo. Ta je bil objavljen na spletnem portalu GPblog 14. januarja. In tu smo lahko zasledili marsikaj zanimivega. Najprej to, da za prihajajočo sezono 2025 bomo lahko videli spremembe tako na tisti mešanici C1 kot C2. Tu Mario Isola navaja, da imajo pri Pirelliju določene težave z oprijemom in verjetno vsakdo izmed nas si lahko predstavlja, da bodo mešanici C1 in C2 sedaj nekoliko mehkejši. Delovali bosta na nižji delovni temperaturi in zato bosta dajali več oprijema. A to je le moje osebno sklepanje. Če se vrnemo na intervju in pogledamo malce, kaj se je dogajalo tudi v drugem delu, bomo takoj opazili nekaj zanimivega. Namreč Mario Isola prizna, da največje težave, ki so jih imeli v sezoni 2024, se tičejo pregrevanja pnevmatik. Kar je nekako v nasprotju s tistim, kar smo lahko prebrali malce prej. Pregrevanje je seveda posledica tega, da so pnevmatike, kar se tiče mešanic, premehke ali pa da so tlaki v njih prenizki. In tu se lahko začne naše razmišljanje. Verjetno se še vsakdo izmed vas spomni nove mešanice imenovane C6, ki so jo preizkušali na tistih polsezonskih testih. O tem smo lahko brali marsikje, ampak F1 Technical Net je 3. januarja posvetil kar obsežen članek tej problematiki. V intervjuju z Marijem Isolo o mešanici C6 zaenkrat ni bilo ne duha in ne sluha. Lahko se bo pojavila, a verjetno pri marsikomu izmed nas že vzbuja rahel dvom. Namreč mešanica C6 bi se morala še prej pregrevati kot ostale. A videli bomo skupaj, kaj se bo zgodilo. Mi si pa poglejmo drugo današnjo temo. Na spletnem portalu motosport.com smo lahko 14. januarja prebrali zanimivo izjavo Pierra Vacheja. In tu seveda gre za tisti, imenujmo ga že malce fantomatski, asimetrični zavorni sistem pri Red Bullu RB20. In seveda tehnični direktor ekipe Red Bull je priznal, da bolida med sezono niso spreminjali. Torej, dobili smo potrditev, da kakršnega koli asimetričnega zavornega sistema pri Red Bullu ni bilo. Drugače bi v dokumentaciji FIA bila točno razvidna sprememba.
Ampak verjetno marsikdo izmed vas še pomni prispevek, ki sem ga objavil 20. avgusta 2024. V njem smo razpravljali prav o tem, da sistem, ki so si ga razni analitiki in novinarji zamislili, v teoriji ne more delovati, kaj šele v praksi. In dobili smo potrditev, da pravzaprav so ti opazovalci malce preveč zares vzeli določene namige in iz nekih indicev verjetno ustvarili pravo zgodbo. Zato tudi mi, navdušenci, ne smemo preveč verjeti škandaloznim, dramatičnim ter podobnim novicam, ter moramo kdaj pa kdaj zadeve vzeti za malce rezerve. Seveda, nekaj je res, kar se govori okrog Formule 1, ampak videli smo, da marsikaj tudi ni. A pojdimo k tretjem današnjem sklopu. Na spletnem portalu planetf1.com smo zopet 14. januarja lahko zasledili zanimivo informacijo o prestopu Franka Colapinta iz Williamsa v Alpine. Seveda o Colapintu je bilo v preteklih mesecih napisano ogromnega. Ampak izgleda, da so pri ekipi Alpine bogato plačali pogodbo Colapinta. Dobro je znano, da je bil Franco Colapinto v tistem mladinskem pogonu, v tisti vozniški akademiji, ki jo ima že prej citirana ekipa Williams. In njegova pogodba naj bi bila težka 20 milijonov. In brez težav so pri Alpinu baje to vsoto plačali. Namreč v ozadju je nekaj izjemno zanimivega. Z izhodom Sergija Pereza iz Red Bulla, Carlos Slim in Escuderia Telmex nima več nekoga, na katerega bi lahko stavili. In Franco Colapinto s svojo popularnostjo, predvsem na družbenih omrežjih, se jim zdi pravi kandidat, predvsem za srednje in južnoameriške države. In preden povemo praktično, kaj lahko vse pričakujemo v ozadju, bi vas rad spomnil, da sem pred dnevi, točneje 10. januarja, napravil prispevek Se Franco vrača, kjer smo tudi omenili to možnost praktično nakupa njegove pogodbe, čeprav so bile govorice o vsotah takrat rahlo drugačne, ampak nepreverjene informacije nas zmerom lahko privedejo do različnih zaključkov. A nekaj je jasno, Colapinto je zanimiv za mnoge ekipe, ampak nažalost ne zaradi tega, ker bi bil hiter, ampak zaradi tega, ker je zanimiv za pokrovitelje. Kljub temu, da ustvari potencialno lahko veliko število razbitih delov na bolidov, ima v ozadju pač toliko podjetij, ki so pripravljena plačati, da je Flavio Briatore prepričal vodilne v Alpinu, da so kar takoj izplačali pogodbo mladega Argentinca. Ga bomo videli za volanom ali so ga v Alpin priklicali samo zaradi tega, ker ima denar. V vsakem primeru Franco Colapinto je v tistem razredu plačljivih voznikov, kar pa so bili konec koncev vsi šampioni in oni, ki so izginili, brez da bi pustili kakšne zanimive sledi. A kot sem že mnogokrat dejal, tudi to je Formula 1. Mi pa pojdimo še k zadnjemu današnjemu sklopu. Za konec
Pa kot običajno novica, ki je malce bolj ležerna in ni tako neposredno vezana na samo dogajanje na progi. Če ste 14. januarja odprli spletni portal GP Blog, ste lahko zopet opazili članek, kjer se omenja Colton Herta. In preden nadaljujemo, bi morali poudariti nekaj. Namreč meja med televizijo in spletnimi stranmi, ki se ukvarjajo s Formulo 1, je zmeraj bolj zabrisana. Namreč na enem in drugem lahko vidimo Herto v takšni ali drugačni obliki. A vrnimo se k našemu članku. Ta je po svoje izjemno zanimiv. Namreč zopet se ponavlja zgodba, kako je Herta strani družine Andretti podprt kot bodoči potencialni voznik ekipe Cadillac, ampak že v prvem odstavku je jasno poudarjeno, da nima osnovnih pogojev za super licenco. In izgleda, da se je tudi Herta nekako sprijaznil, kajti dejal je, da ukolikor mu bo uspelo priti v Formulo 1 dobro, ukolikor mu ne bo, se bo pa zadovoljil z Formulo IndyCar. In tu je treba dodati še nekaj zanimivega. Namreč verjetno se marsikdo izmed vas lahko spomni, da smo takoj po novem letu, točneje 2. januarja, lahko na spletnem portalu Planet F1 prebrali, kako bo Marcus Ericsson, tudi član ekipe Andretti v Veliki Britaniji, testiral različne simulatorje za General Motors Cadillac. Torej, čeprav Colton Herta po besedah Marija Andrettija je tisti pravi kandidat za bodočega voznika v Formuli 1, je Marcus Ericsson, ki se ga mnogi izmed nas še spomnimo, tisti, ki ima dovolj znanja in izkušenj, da lahko izbira tisti potencialni novi simulator za ekipo Formule 1. In tu je odprto mnogo vprašanj, na katere bomo pa kot običajno odgovore dobili v prihodnosti. Za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.